Tokrat o 3 do 7 težavah elektromobilnosti. Je večji problem število polnilnic in njihove lokacije? Je večji problem doseg vožnje ali čas polnjenja? Ali morda čisto kaj drugega? Vozili pa smo družinsko šparsko raketo Formentor Cupra, Sea Maria in čistokrvnega električnega športnika Porschea Taycana. Taycan. Taj. Taj. Turški taj. Poglejte. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Covid je razkril nekaj, kar smo očitno potrebovali. Zamajal se je naš pogled na to, kako močna je naša gospodarska in družbena konstrukcija. Zadnji 2 desetletji je avtomobilska industrija samo dodajala plin in dvigovala hitrost. Leta 2000 se je na svetu naredilo dobrih 50 milijonov avtomobilov. V zadnjih nekaj letih smo lezli že proti 100 milijonov novih avtomobilov na leto. In potem nas je presenetil ovinek, ko je bilo treba močno in hitro zavirati. Covid ovinek. Ko vidiš ovinek, je seveda treba zavirati. In avtomobilska industrija je v tistem trenutku šla res tako hitro, s tako polnimi konji in močmi, da je bila težava v tem, da smo v nekem trenutku celo pričakovali, da bodo firme začele zapirati svoja vrata, da se modeli ne bodo več izdelovali, ampak v bistvu je pa to bil dober trenutek in veliko firm je to zelo lepo izkoristilo, da so našli spet neko skupno točko, rekonstruirali morda nekaj iz zgodovine in prinesli nekaj, kar bo v prihodnosti vleklo oziroma na novo definiralo znamko. Vprašanj je še vedno veliko več, kot je odgovorov, ampak motivacija za iskanje novih poti in rešitev je danes bistveno večja, kot je bila kadarkoli prej. Še vedno so ključna 3 vprašanja. Doseg, polnilnice in čas polnjenja. Tako na hitro bi človek rekel, da kar se elektromobilnosti tiče, se ni kaj dosti spremenilo. Pa vendar se je. Poglejmo. Pisalo se je leto 2014, ko smo v Slovenijo dobili prve električne Renault, prve e-Golfe, e-Ape. No in takrat smo si nekako mislili, da zdaj pa res bo šlo hitro, da zdaj pa res smo vstopili v dobo elektromobilnosti, ko električni avtomobili ne bodo primerni več samo za elektropionirje, ampak tudi za nas, ki se želimo z avtomobili predvsem voziti. In od takrat naprej so velike globalne avtomobilske znamke takrat pa res pospešili in tako smo danes spet na novi prelomni točki. Imamo namreč avtomobile z dolgimi dosegi 350, 400, 500 km in več. Predvsem pa smo dobili avtomobili, ki svojo tehnično zasnovo omogočajo veliko serijsko proizvodnjo, milijonske serije. In bilo je leto 2014, september, snemali smo drugo oddajo Avtomobilnost in pogovarjali smo se s predstavnikoma Društva za električna vozila Slovenije. Čas je, da z njima ocenimo, ali so tempo avtomobilistov zdržali tudi drugi akterji na področju elektromobilnosti. Zdajšnja generacija električnih avtomobilov ni enega več z manj kot 200 km dosega. S tem pokrije 90% Slovencev in dejansko javnih polnilnih postaj ne potrebujemo več toliko. Se je torej mnenje, da za razvoj elektromobilnosti v Sloveniji potrebujemo dobro javno infrastrukturo, a se je to mnenje izkazalo za zmotno? S tem so se ukvarjali ljudje, ki nikoli niso vozili električnega avta. O tem so odločali ljudje, ki nikoli niso vozili električnega avta. Da se bomo zdaj se pasali po parkiriščih in nekih javnih polnilnic, tega ne bo več. Ta koncept je bil že itak v samem štartu bolj tako. Te polnilnice, ki so pa, ne vem, po centru, seveda, imele so nek smisel za promocijo elektromobilnosti, pa da je bila pozitivna diskriminacija. In morda bi lahko ocenili, da prav v težnjah po promociji izhajajo vsi problemi z elektromobilnostjo. Namreč, marsikateri župan v Sloveniji je postavil električno polnilnico pred svojo občinsko upravo, bolj zato, da se je lahko poslikal pred njo, kot pa da bi zares ponudil neko uporabno vrednost za uporabnike električnih vozil. In tako je bilo polnjenje na javnih polnilnicah pogosto povezano z raznimi kolobocijami. Jaz sem, na primer, zadnjič skoraj ostal na morju, ker se je računalnik v električni polnilnici, kot rečemo, obesil in so ga morali sredi polnjenja na novo zagnati. Ali pa zadnjič se mi je zgodilo, da sem
klical na center za pomoč uporabnikom in poročal, da ena polnilnica ne dela, če lahko pridejo popraviti. Pa mi je operater rekel, da on se s tem že ne bo ukvarjal in je vrgel dol slušalko. Leta 2014, če že glih delamo primerjavo, je bilo takih primerov 60%. Recimo, Stanje je boljše, kot je bilo. Jaz ocenjujem 90-95% zanesljivost javne infrastrukture. Ja, jaz imam slabše izkušnje. V Domžalah imamo polnilno postajo, za katero nihče ne skrbi. Nihče. Ne deluje, zraven je pa tale umarca odprta. So jo odklenili samo zato, da se lahko vsaj na umarcu priključimo. Ampak bodimo proaktivni in se raje vprašajmo, kaj bi bilo potrebno urediti. Jaz mislim, da je problem s poslovnim modelom, ker ta proizvajalec polnilnih postaj, vzdrževanje polnilnih postaj prepušča lastnikom polnilnih postaj. Ne pa, da bi ta proizvajalec polnilnih postaj tudi skrbel za vzdrževanje teh polnilnih postaj in brezhibno delovanje. Primer, ki ga imaš v Domžalah, je zelo slab, ker nobenega ni, ko bi vzdrževal tisto zadevo. Ampak takih primerov je ful. Ampak imaš pa tudi dobre primere, recimo. V Celju je dala pa mestna občina v upravljanje Petrolu polnilnice, ko so postavljene po parkiriščih, in te polnilnice zanesljivo delujejo. Zato pravim, da subvencije, ampak subvencije, ko so bile namenjene za občine, so bile pač zgrešena zadeva. Če že spodbujamo, moramo spodbuditi Elektro Ljubljana, evo direktno, tu imaš denar, prosim postavi infrastrukturo ali pa ELES ali pa SODO ali pa ni važno kjerga, pa naredi to. Če imamo 300 občin, kje boš dobil zdaj inženira tam na vsaki občini za to, da bo skrbel, da bo infrastruktura ustrezna. Ker en je ponudnik elektrike, drug je pa vzdrževalec infrastrukture. Ko je enkrat infrastruktura zanesljiva in je nekdo odgovoren za to, Če že imamo polnilne postaje, morajo delati 100% in morajo biti na voljo. Ampak saj imamo avte z velikimi dosegi, jih bomo pač polnili samo doma. Ampak tudi v okolju, kjer se izvede največ polnjenj, nas čaka svež pogled na aktualno stanje. In ta se imenuje pametna domača polnilnica. Polnjenje doma gre vedno za udobje. Če imaš ti tisti kabel s polnilcem v avtu, pa vsak dan ga vlečeš iz prtljažnika, vtakneš v avto, poiščeš šukovtičnico, vtakneš v šukovtičnico. Druga stvar je, če prideš samo domov in samo enostavno kabel vtakneš v avto. Ampak sej lahko poskusva, imaš v ID-ju tisti kabel? Imaš, jaz imam pa polnilnico, pa da vidiva, kjer bo hitrejši. Ok, kamera teče. Jaz sem že, a ti kaj pomagam? Ja, dajmo sprobati. Pa ne samo, da je hitreje, tudi manj umazano je, ampak bistvo polnilnice je predvsem v nadzoru polnjenja. Pametna polnilnica mora omogočati dinamično polnjenje avtomobila, se pravi, da ona zna z avtomobilom komunicirati, da se avto polni s tako močjo, kot je tisti hip na voljo. In kot drugo, mora znati na drugo stran komunicirati in biti povezana z nekimi zalednimi sistemi, ki pa lahko povedo od tega, kakšne so tarife in seveda potem polni takrat, kadar je ceneje, ali pa da ji povejo pač, koliko je za njo tisti hip moči na voljo in ona s tako močjo potem komunicira to moč z avtom, da se avto s tako močjo polni. Spravi to, da mi lahko samo pogledamo na telefonu, kolikrat smo v preteklem mesecu polnili, pa koliko smo energije porabili, to ni pametna polnilnica. Ugotovili smo torej, da počasne javne polnilnice niti niso tako zelo nujne, ampak nujno pa potrebujemo hitre, zelo hitre. Ko se jih je prvič postavilo pred kakimi 5 leti, so bile to res hitre polnilnice. Z močjo 50 kW so praktično presegale zmogljivosti polnjenja vseh avtomobilov. Zdaj se pa vedno več prodajajo avtomobili, ki se lahko polni tudi 125 kW moči, polnilnice so pa še vedno 50 kW. Tako da tukaj bo treba narediti korak naprej. Je pa seveda res, da je to, bom rekel, malo preveč mogoče prepuščeno trgu samemu. Se pravi, vendar bi bilo treba ponudnikom, ki se za to odločijo, pomagati strani države, ker to je le neko osnovni pogoj, da lahko ljudje potujejo z električnimi avtomobili, da tudi dobimo v končni fazi turiste, poslovne uporabnike, ki pridejo z avtom. Ti fiksni stroški obratovanja so še vedno previsoki in glede na to, da bi moralo nam biti v interesu, da gremo čim bolj na e-mobilnost, bi mogla tle država nekaj narediti. Da bomo držali tempo z razvojem elektromobilnosti v avtoindustriji, bomo seveda morali postoriti še marsikaj.
trgovci postavijo hitro polnilno postajo, jo naredijo brezplačno, potem se pa najdejo razne taksistične službe, ki pa potem to zlorabijo, pa zastonj polnijo svoje taksije. To je recimo ena taka stvar, da bi država morala seveda predpisati, da če imaš električni taksi, si moraš postaviti lokacijo, kjer boš polnil. So pa tudi težave, ki jih zakuha kar država neposredno. Najhujše je to, da z danes na jutri subvencije zgine. To se je predvsem pri avtomobilih zgodilo, da si naročil avto, si ga plačal in potem, ko je bilo treba vložiti za subvencijo kot fizična oseba, torej, ki si ga registriral, se je izkazalo, da subvencije ni več in si bil ob tisti denar, za katerega si računal, da ga boš dobil. Sistem bi bil lahko tudi popolnoma elektronsko voden, to pomeni, da bi se recimo takrat, ko je potrjeno naročilo v salonu, si ti plačal neko aro, pa tako naprej, avtomatsko že prek računalniške povezave s sistemom za subvencije zgodila subvencija. Ko jo pa ne bo več, bi pa tudi avtomatsko že ob nakupu vedel, da jo ni več. Ampak vrnimo se spet k počasnim javnim polnilnicam. Posamezniki jih za svojo elektromobilnost v resnici res ne rabi več. Ampak potrebujemo pa jih kot družba. Vsa ta polnjenja na počasnih polnilnih postajah v resnici pomenijo en način uravnoteženja omrežja. Če so polnilnice dovolj pametne, potem lahko v enem dolgotrajnem polnjenju, recimo pred podjetjem, ko so avtomobili 8 ur priklopljeni, upravljalec omrežja postane tisti, ki malo krmili to polnjenje. Se pravi, da reče, zdajle je elektrike premalo, bomo zmanjšali moč polnjenja, ali pa zdajle je preveč, pa jo bomo povečali. Na dolgi rok, ali bomo kupovali baterije, pa jih bomo postavljali gor nekje v Jesenicah, zato da bo regulirati, pomagali omrežje, ali bomo isti denar vložili v te štromarske avtomobile, pa jih na pameten način regulirali. Milijon avtomobilov, ko bo enkrat na cestah, pa če bo imel vsako povprečju 70 kWh baterijo, so to gigavatne ure, recimo temu enega vmesnika, enega bufferja, s katerim lahko si upravljavec omrežja pomaga. Tako da je denarje, ki ga mečemo dejansko čez okno, To pomeni, da v resnici potrebujemo še veliko večje število počasnih javnih polnilnic. Lahko so to celo bistveno počasnejše polnilnice, morajo pa biti pametne in na njih ne sme biti omejitve polnjenja samo za 3 ure. Govorimo torej o polnjenju pred trgovinami, v službah ali pa na takšnih parkiriščih. Povedano drugače, tako kot morajo biti pametne naše polnilnice, v resnici potrebujemo, da bodo tudi državne odločitve v zvezi z elektromobilnostjo pametne. No, a ste kdaj pomislili, kako je bilo takrat, ko še ni bilo bencinskih postaj? No, že v Ljubljani, ko je bila le peščica avtomobilov, je bila to včasih kar težava. Bile so prenosne polnilnice, sodi, ki so stali pred kakšnim gostinskim lokalom, hotelom, pred kakšno trgovino. In tam si lahko natočil svoj rezervoar goriva, pa še to so ponavadi natočili najprej v kozarec, pa šele potem v rezervoar. V bistvu je popolnoma enako kot danes. 120 let je popolnoma enako. Danes imamo prenosni zalogovnik energije električne in na drugi strani, kje se gradijo polnilne postaje, pred hoteli in gostilnami. Se pravi, da je vse popolnoma enako, samo nianse so različne. No, nič pa ne bo enako po oglasih, saj boste spoznali čistokrvnega električnega športnika Porschea Taycana in pa Cupro Formentor. Ko nov produkt na trg pospremi dobra zgodba, je več kot polovica uspeha že zagotovljena. In dobre zgodbe so obstajale veliko prej, preden je bil izumljen papir, da so lahko bile napisane nanj. In obstajale bodo še dolgo potem, ko papirja ne bo več. Dobrodošli v čudovitem novem svetu električnih zgodb. In pri Taycanu je zgodb, kolikor hočemo. Začnemo lahko z imenom. Taycan. Američani ne vedo, je Taycan, Taycan. Evropejci vemo, da izhaja prvi del besede iz turške besede taj, ki pomeni mlad divji konj. Kan pa gradi most do Makana Cayena. Lahko bi govorili o tovarni, kjer Taycan nastaja.
Čudovita zgodba. Namenoma so se odločili, da jo postavijo na obstoječo tovarno, kjer nastaja kultni 911. Hoteli so zgodbo o tem, da bo Taycan kot prvi električni Porsche imel dušo 911. Ko sem govoril z inženirjem odgovornim za gradnjo nove tovarne, je rekel, da je to njegova najhujša inženirska močna mora. Lahko bi govorili o tem, da ko so iskali prostor za razširitev tovarne, da so premaknili cerkev za nekaj 100 metrov. Lahko bi govorili o tem, da so dali na električni avto ime turbo in sprožili v javnosti hudo dilemo o tem, kako je možno, da je na električni avto napišeš turbo, če pa nima atmosferskega motorja podprtega s turbopuhalnikom. Lahko bi govorili o aerodinamiki, o tem, kako teče zrak, naredi zračno zaveso, da je upora še manj. Lahko bi govorili o superhitrem polnjenju, lahko bi govorili o tem, da ko Porsche pride do polnilne postaje, se sam dogovori za polnilno postajo, se spoznata in ko uporabnik priključi električni kabel v avto, ni treba narediti nič več. Nobenih kartic, nobenih SMS-ov, Porsche naredi vse. Lahko bi govorili o 800-voltni električni zgradbi, lahko bi govorili o tem, da so kabli tukaj manjši, lažji za 4 kg. Lahko bi govorili o marsičem, ampak te debate prepuščamo drugim. Mi se bomo vprašali eno samo za nas zelo pomembno vprašanje. Ali se Taycan na dirkališču pelje tako, kot se Porsche mora? Kako dobro se Taycan pelje pod pravimi dirkaškimi obremenitvami, smo se odpeljali v Nemčijo, na dirkališče Hockenheim. Iščemo odgovore na 3 ključna vprašanja. Kako zmore krotiti veliko težo, 2,3 tone? Kako deluje hiter prenos med 2 elektromotorjama, enim spredaj in enim zadaj? In kakšni so občutki na volanskem mehanizmu, ki je popolnoma digitaliziran? Začnimo s težo. Teža, razmerje med težo in močjo je tisto, kar je postavilo Porsche na prav posebno mesto med vsemi športnimi avtomobili. Naredil si je spoštovanje na dirkališčih ravno zaradi tega, ker je imel nižje razmerje teže in moči in je premagal bistveno močnejše avtomobile, ki pa so bili bistveno težji in sicer za tehniko zmagovanja zaviram kasneje, pospešujem prej. Tukaj imamo precej drugačno razmerje. 2,3 tone pač ni dirkalni avto. Ali pač? 600 plus kilogramov je položenih tik k tlom, na najnižjo možno točko, kar seveda močno izboljša vozne lastnosti avtomobila. Drugo polje pa so možgani, ki kontrolirajo moč avtomobila. Drugo poglavje je prenos moči. Pri 911 ali pri Panameri začutimo, kako mehanski sklop prenaša moč iz prednjega kolesnega para na zadnjega. Tukaj tudi, pa čeprav mehanike med njima pravzaprav ni. Umetna inteligenca naredi tukaj bistveno razliko. In iz vozniškega zornega kota gledano še tretja pomembna stvar je komunikacija med volanskim mehanizmom in kolesi. Ta ni mehanska. Digitalna pa nikoli ne deluje popolnoma tako neposredno, kot smo navajeni v analognem svetu. Ampak tokrat so občutki skoraj popolnoma identični. Zgolj pri najbolj obremenjenem sprednjem delu z maso, recimo pri zelo poznem zaviranju in prehitrem pospeševanju, je volan za majhen odtenek morda premehek. Vse ostalo tako, kot mora biti. Laično bi Formentorja lahko označili za precej prostoren družinski avto,
ki ponuja odličen delovni prostor vozniku, vsem ostalim sopotnikom pa dovolj prostora, da se v njem nikakor ne bodo počutili utesnjene. Če si ga želite kot družinski avto, vas ne bo razočaral. Z njim se da peljati tudi počasi, ugodno in udobno. Formentor je v zavojih izjemno hiter in spreten, smeri spreminja kot za šalo in ko že misliš, da si v ovinku prečkal dovoljeno mejo, te izjemno podvozje v hipu potolaži. In kar je najboljše pri vsem tem, stabilizacijski sistem še trene ne. Da ga zbudite, morate biti zares pogumni, seveda pa to ne pomeni, da dopušča brezglavo divjanje. Z mesta do 100 km/h požene v manj kot 5 sekundah. Največja hitrost pa znaša elektronsko omejenih 250 km/h. Več kot 300 španskih vrancev je poskočnih, pa tudi žejnih. Povprečna poraba se tako brez težav povzpne prek 10 litrov za 100 prevoženih kilometrov, a je lahko tudi iz podobnih 7 litrov, toliko kot je bila na našem nornem krogu. Ker dvolitrski turbobencinski motor ni sposoben od sebe dati pravega dirkaškega zvoka, so mu pomagali z umetnim. Dodali so ga k športnima voznima profiloma, do njih se pride s pritiskom na gumb, ki je mesto našel na povsem novem volanskem obroču. Pohvalno, z daljšim pritiskom, ne glede na to, kateri vozni profil je vključen, takoj vključimo profil Cupra, ki hipno ponudi športne nastavitve za volanski obroč, menjalnik in podvozje. Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. BMW je minuli teden na spletnem dogodku iNext predstavil, kaj bodo počeli v prihodnjih letih. In osrednja zvezda dogodka je bil iX, torej električni SUV, ki naj bi v serijski izvedbi ponujal kar 600 km dosega. V praksi to pomeni, da se boste lahko iz Münchna v Ljubljano pripeljali brez vmesnega polnjenja, pika na i pa po našem mnenju predstavlja 5G modem. S tem si seveda obetamo in pričakujemo, da bo iX ponujal tudi komunikacijo s infrastrukturo in pa seveda z drugimi avtomobili, ko bodo ti nared za takšno komunikacijo. Začenja se ogrevanje pred prihodom nove tretje generacije Nissana Qashqaia. Novinec bo prvi avto zveze Renault-Nissan-Mitsubishi, narejen na novi platformi CMF-C. Ena glavnih novitet pa bo Qashqai e-Power, hibrid, pri katerem bo kolesa poganjal izključno električni motor, bencinski motor pa bo v avto vgrajen samo zato, da bo generiral elektriko. Električno vozilo z benzinskim podaljševalnikom dosega smo vam nedavno predstavili na primeru Fordovega kombija, zdaj pa so v Kölnu predstavili tudi serijskega električnega Transita Custom, ki Transita PHEV nekako dela manj smiselnega, saj novi kombi z baterijskim dosegom ponuja kar 350 km avtonomije. Bistveno pri vsem tem je, da baterije ne zmanjšujejo tovornega prostora in tudi nosilnosti je lahko za kar 1600 kg. In kar se nam zdi še posebej simpatično je to, da lahko baterije tega kombija služijo tudi za napajanje različnih orodij, se pravi žag, reskalnikov, debelink, reflektorjev in drugih strojev, ki jih delavci uporabljajo na terenu. V Slovenijo pa se je pripeljal prenovljeni razred E. Vozili smo ga že sredi poletja in tu je nekaj podarkov, ki smo jih takrat nabrali. Podobno kot zunaj so tudi v notranjosti razlike majhne, a bodo zato toliko bolj občutne v praksi. Predvsem zaradi tega, ker je tu nov volanski obroč, ki je odslej kapacitiven. To pomeni, da senzorji tukaj noter zaznava vaši roki. Zdaj je za voznika pri polasistirani vožnji na avtocesti dovolj, da se volana le dotika. No prej je volan za zaznavanje potreboval vsaj nekaj minimalnega premikanja. Prenovljeni razred E stavi tudi na hibridizacijo pogonskih sklopov. Za nameček bodo kupci lahko izbirali med 7 različicami priključnega hibrida. Prenovili pa so tudi Kono, električno Kono. Po novem bo ta še bolje izražala svoje električno poreklo s povsem zaprto masko. Po zaslugi novih gum in bolje optimizirane programske opreme pa prenovljena Kona ponuja za dobrih 30 km več dosega, torej skupno 484 km po VLTP meritvah.
Pri Volkswagenu pa so Touarega opremili s sistemom parkiranja prek daljinskega upravljalca. Torej, ko je treba parkirati na tesnih parkiriščih, voznik preprosto izstopi, potem pa od zunaj pritisne nekaj tipk na daljincu in tako z daljinskim upravljalcem zapelje avto v parkirni boks. In tako smo, upam, da v nekem trenutku prišli do zaključka, da uporabniki več ne vprašajo tistega prvega oziroma začetnega vprašanja, ali lahko električni avto zamenja moj bencinski ali dizelski avtomobil. Ampak je vprašanje že veliko bolj sofisticirano. Recimo, koliko udobja oziroma kako drugače bo, ko bo električni avto zamenjal klasičen avto v mojem voznem parku. Kot kupci namreč postajamo vedno bolj zreli in kmalu bomo natančno vedeli, kaj so najbolj pomembna vprašanja pred nakupom električnega avtomobila. Pri električnem avtomobilu ni dovolj samo, da se ga kupi in na steno privije lepo oblikovano vtičnico. Narediti je treba tudi premislek in načrt o dnevni uporabi takega avtomobila. S tem postane njegova raba tudi v resnici bolj trajnostna. No, mi bomo z vami trajnostni in vsaj nekaj časa tudi še bencinski, dizelski, plinski in morda, kaj pa veš, celo vodikovi. Naslednji četrtek smo zopet z vami, vmes pa klikajte na YouTube, Instagram, Twitter, Facebook in pa seveda na MMC za Vihak avtomobilnost.